Imamo potem še nekaj pisateljev z tega konca Evrope, in sicer Gnoj, zelo znani in priznani in najbolj, mu rečejo, nadobudni poljski avtor. Potem imamo madžarskega avtorja, tudi zelo mladega, in sicer Kristjana Breča, ki je ta trenutek zelo aktualen. Potem je tukaj tudi legendarni Jirži Kratochwil. Mi smo prevedli Otožnega boga. Vemo, da je veliko svojih rokopisov zažgal še v času, bomo rekli, ruske nadvlade, in sploh ni hotel nič objaviti. Govori seveda o tistih časih, pripoveduje itak Jirži Kratochwil vedno eno in isto zgodbo, ampak na drugačen način. Katero to zgodbo? Se pravi, zgodbo o iskanju sebe in svojega mesta v svetu. V bistvu se ta zgodba nikoli ne konča. In tukaj pač on opisuje dva zakonca, eno rodbino in razplet v enem takem postmodernističnem slogu. Fajn branje. Potem imamo še Francoza, Jean-Philippe Toussaint, Queer, Bežati, tudi zelo popularen. Mi samo povem, da je on tudi napisal kasneje potem knjigo Zinedinu Zidanu, slavnem nogometašu. Pa potem Cristiano Cavina, se pravi italijanski avtor, tudi zelo popularen. Sarah Waters, ena izmed 3 lezbičnih pisateljic uveljavljenih. Zelo lepa pripoved, zelo lepa zgodba, Okušanje žameta. To je, čeprav je knjiga, ima ogromno strani, ampak se zelo lepo, hitro bere. Se pravi, zdaj, če bi vi vse 3, je 50 €.